Živijo, dobrodošli v podcastu Raztezanja, kjer z Gorazdom raztezava najne možgane in se pogovarjava o izboljšanju izkušnje strank. Danes sva si izbrala spet eno tako konkretno temo in sicer sva rekla, kako bi se midva lotila direktnega marketinga za en hotel. Tako, torej direktnega marketinga v smislu stvari, na kjer lahko vplivamo z direktno komunikacijo. Recimo ena od stvari je, kako dobiti več rezervacij direktno, torej mimo online agencij, OTA-jev. Kako spodbuditi večjo porabo gostov, ko so pri nas, pa kako goste spodbuditi, da se vrnejo. To so nekako glavni topiki. Zdaj pa, zakaj je ta tema zanimiva, oziroma kje se tle nek prostor za izboljšanje? Ja, večina včasih je že temeljila še vedno na OTA-jih, na trafiki iz OTA-ja, ker so bili te še relativno ugodni ali pa so ti zagotavljali nek volumen. Danes so pa provizije za rezervacijo, tako da pač poslušalci razumejo, ne vem, od 15 do 25%. To je pa že kar veliko, več, bolj, ko želiš biti izpostavljen, pač večji delež pogača želi imeti, podobni kot so Booking.com in tako naprej. Zdaj, kar se tiče direktne rezervacije, nekje, ko Booking pravi, da že 33% posameznikov pa rezervira tudi direktno. Če imajo prave iniciative, se pravi, verjetno največkrat, če je cenejša cena kot pri njih na Booking.comu. Pa ena stvar je še zelo pomembna, da je, ko se mi ukvarjamo, ne vem, rečemo z neko lojalnost ali personalizacijo, so te ljudje veliko več pri nam pustijo, če jih dobro poznamo, se pravi, če mi imamo ta njihov kontakt, ne da je ta kontakt pri Booking.comu in ga pač imamo mi pri sebi. Tako tudi do 27% več bojo taki, to neke statistike v Deloitte pravijo, da tisti, ki so člani loyalty programov v turizmu, zapravijo tam nekje do 30% več na tvoji sami destinaciji, oziroma to ni za te rezervacije, to je to, ko vas zdaj govorila, ancillary product, se pravi dodatni produkti, ki so na voljo v sklopu nekega hotela. No? Ok, skratka, direktno komunicirati z gosti se splača in to ne delati samo na recepciji. Ko? Ok. Zdaj, preden začneva, če imate kakršnokoli vprašanje, komentar za najo idejo, obiščite frodix.com/vprašaj, tam je en obrazac, pa nam puste vprašanje, pa ga bo naslednjič probala odgovoriti. Ok, zdaj, eno je jasno, vsi hoteli imajo tudi neko poslovno ponudbo za kongrese, za oddajo sob, ne vem, za poroke, imajo svoje wellnesse, svoje restauracije. Ne bova primarno o tem govorila, mogoče bova kakšne od teh stvari uporabila kot si rekel, neke upselle ali pa kaj podobnega, ne bova se pa fokusirala na to, kako zdaj izbildati, da se ti nekdo vrača v wellness, govoriva res o hotelskih gostih. Zdaj, tokrat sva si jaz pa ChatGPT izmislila primerček, tako da bi ga predstavil. Torej imava hotel Sunny Stay, gre za 4-zvezdični hotel s 50 sobami v bližini obale, ki poleg nočitev ponuja tudi restauracijo in manjši wellness. Zdaj, njihovi izzivi so pa to, da je, tako kot si že prej povedal, daleč največji delež restauracij pride prek OTA, torej prek Bookinga, Airbnb-a, torej dajo veliko denarja za provizije. Določeni gostje prihajajo vsako leto, večina pa se ne vrača več. Imajo bazo email naslovov, ne delajo kaj veliko z njo in pa tudi nimajo sistema, ki bi gostom pred prihodom ali pa po odhodu pošiljal neka personalizirana sporočila. Tako da to prova malo, ko bo skozi primere šla probat držati v mislih, bojo pa primeri drugač taki, da si jih lahko tudi, da jih ni problem prilagoditi, tudi če imate hotel v Kranjski Gori ali pa na Krvavcu. Ali pa verigo hotelov. Zdaj, ker vsi naši poslušalci, vsi najni poslušalci niso iz tega biznisa, dajva si začetek postaviti neke KPI-je, ki bi jih, ali pa ki jih pač hoteli spremljajo, da merijo uspešnost. Okay, se me bo kakšen hotelira, veš, prijel za ušesa, ampak ok. Verjetno ena najbolj pomembnih je odstotek zasedenosti sob, oziroma po angliško se reče to occupancy rate, pa imamo pa revenue per, to je pa revenue per available room, prihodek na razpoložljivo sobo, pa imamo average daily rate, kar bi najbolj pomenili kakšne ceni lahko za vsak dan smo v bistvu določeno sobo prodali, ker nekaj popuste dajemo podobne stvari, kaj še imamo tržen delež na destinaciji, se pravi, koliko bookingov v določeni destinaciji te ob obali poberemo, koliko teh rezervacij dobimo prek OTA-jev, se pravi bookingov in podobnih, koliko je teh direktno. Pa imamo pa še take mogoče, ki so bolj naši interni, koliko imamo
sploh kontaktov, koliko jih je članov našega loyalty programa, če ga imamo, koliko jih je prijavljenih na e-novice, koliko imamo GDPR soglasi. Te, ki so nam v marketingu tudi bolj poznani, mogoče, ne, iz vseh drugih industrij. Koliko je v bistvu ta engagement sploh, pa kaj lahko sploh delamo, recimo bolj ta del. Tako, to so te osnovni, ki bi se jih zastavili. Ok. Pa si pa zamislil, da greva kratko kronološko čez faze v nekem življenjskem ciklu enega hotelskega gosta. Torej, kako pridobivati nove goste, kako jih spodbujati k rezervaciji, kako pokriti booking, kaj lahko naredimo pred prihodom, torej tako imenovani pristay, kaj narediti med prihodom oziroma med bivanjem, torej adstay, kaj po odhodu, oziroma takrat, ko gost ni pri nas, pa potem imamo še par stvari, ki niso nikamor pasale. Pa če kar začneva torej s tem pridobivanjem novim gostom, spodbujanjem direktnih rezervacij, kaj so tle kakšne taktike, ki jih... Ja, zdaj imamo dve zadevi. Eno je, da ti greš na kanale svojo vsebino, se pravi, in začneš pridobivati direktne rezervacije, se pravi, pripraviš recimo vodnik po vinski poti okoli regije, kjer je tvoj hotel, in zdaj boš dobil neke ljubitelje vina, ki bo mogoče tudi pa zanimalo, kaj si jim ti dodano vrednost ponudil, pa bodo oni še zraven pa promoviraš, da lahko pri tebi rezervirajo hotel. Ali pa rečeš, ne vem, 2-dnevna etapa s kolesom, kolo si lahko pri nas posodite, spet bivaš v tem hotelu. Tako vsebino generiraš, ker če boš zdaj šel direktno oglaševati, seveda je en del kolača, budžeta boš tudi dal za to, da boš oglaševal na Google direktno te keyworde vezane na destinacijo. Sem tam se moramo zdaj, to sem že večkrat povedala, Booking.com je res ogromen player, TripAdvisor je ogromen player in njim ni problem teh budžetov, ker veliko spendati. Tudi takoj zaznajo, ko jaz iščem neko bivanje v hotelu. Tako, mislim, algoritmi so dobri. Tako da probaš na ta način, jaz bi rekel, bolj skozi social ede, skozi vsebino, ki jo generiraš prek nekih, lahko tudi reč v temu influencerju ali pa takih influencerskih kanalov, ni nujno, da influencerjev kot takih. In potem glede na to, da pridobiš en mail, začneš pač neko komunikacijo, da začnejo razmišljati ljudje o rezervaciji pri tebi. Se pravi, ta del je nekako povezan. Dal si neko koristno vsebino, ki te že tako tudi na koncu podbudi verjetno k rezervaciji ali pa vsaj odločitvi za to lokacijo, kjer imaš ti hotel. Ja. Dobil si GDPR soglasje za komunikacijo. Tako. Pa tako, ko si rekel, take vodiče, ki si jih prej rekel, znaš človeka tudi že majčkan uvrstiti v nek segment, da je to zdaj ta človek išče aktiven oddih, miren oddih, je družina, je mogoče poslovni gost, ker tako, ko za vsako stvar velja več informacij, ko vemo, če imamo te informacije v našem CRM-ju, v marketing automationu, lahko bolj prilagodimo našo komunikacijo in lažje dobimo nekoga, da pride k nam. Tako. Drugi del, sva pa rekla, pa je nekdo, ki je k tebi prišel prek OTA-ja. Pride k tebi, ti tam imaš sicer nek dostop do sistema, s katerim lahko komuniciraš z njim, si pa zelo omejen pri tem, da bi lahko pa tam direkten kontakt dobil. Se pravi, je pa naloga na recepciji ali reča v času bivanja, da ti navdušiš posameznika, da ali si raven tak vodnik, potem prek neke QR kode poskenira, prenese, da mail in ti da soglasje, ali ga nagovoriš na sami recepciji, ali na računu potem, ali preko concierge servisa, da rečeš, imamo neke dodatne stvari, vas bomo obveščali o ponudbi, a bi dali vašo telefonsko številko, da on ti telefonsko številko, ka vemo, mail ni toliko zanesljiv na lokaciji, e-mail ali pa WhatsApp, podobni kanali, SMS ali pa WhatsApp so veliko boljši za neko komunikacijo, ko si ti v enem hotelu. Če imaš pa mobilno aplikacijo, je pa tudi mogoče namen, da takrat rečeš, imamo pa mobilno aplikacijo, ki vam omogoča, da imate pol gor digitalni ključ, imate pa še skupajnih ugodnosti in sve v to aplikacijo se moraš član to pisati in tako naprej. To bi bil pa recimo tisti del, ko si v hotelu, ne. Ok, se prideva še do teh, torej kaj pol delati z ljudmi v hotelu, samo mogoče, da booking še prej pokrijeva. To so rekla sam, kako la dobiva direkten kontakt, ko so približen tam. Tako da to bi bilo. Ok, no sej, booking je naslednja faza, verjetno klasika, zapuščen, torej ne zapuščena košarica, ampak pač zapuščena rezervacija, zapuščen ogled neke sobe.
Zdaj, tle mora vedeti, da eno je, da ti delaš na piksle, pa bi lahko oglaševal, ko je nekdo k tebi prišel, bi lahko na ta način delal, pa bi mu glase vrtel, kar svetujemo, da delate, da to uporabljate, hkrati pa daješ neko uporabno vrednost skozi neko vsebino, so dobiš direkten kontakt, zato da lahko začneš potem bolj direktno komunikacijo. Tista, ki pa na koncev bo dala večji učinek. Nekdo je pogledal neko sobo, mogoče že kaj veš o tej osebi, kaj še zraven klikala in znaš bolj personalizirano nagovarjati v smislu, zdaj pa imamo še, ne vem, sam še toliko sob v tem terminu, zelo hitro sobe grejo, ne vem, mogoče veš, da je še za kakšen dogodek v tistem času. Pač probaš ta del res personalizirati. In zapuščena rezervacija sve je ena kampanja, ki je. Drugo pa je, da se je nekdo recimo na strani prijavil za kakšne novice in ga tudi probaš skozi velikem kampanjo nagovoriti, da bo predstaviš svojo ponudbo, da ga začneš spoznavati, to so mogoče kakšni kvizi ali pa spet mu ponudiš neko vsebino, da si je lahko sam poklikal neko vsebino, pa ti veš, to ga bolj zanima, družinske aktivnosti ga bolj zanimajo, kot tiste za pare in mu znaš ali pa prek pop-upov ali pa spet prek ene kampanje, ki jo pošleš, ga mečkam spodbuditi. Zdaj, en disclaimer je tukaj, zdaj sem da vse to naštela, to ne pomeni, da en user pride pa dobi tako 16 mailov naenkrat tist teden, pač sistemi, ki jih uporablja, že znajo tudi malo pametno vedeti, v katerem segmentu user ali pa v kateri listi za pošiljanje je in tisti, ki je najbolj relevantna, da bo pač nekaj naredil, tista se sproži. Imamo pač različne taktike, ki se ljudje pač po različnih teh recimo flowih gibajo. Tako da to je glavni del. Jaz bi rekel, da tukaj je ena stvar, ki jo ne smemo pozabiti pri direktni komunikaciji, je, ko imamo mail in imamo še telefonsko številko in imamo tam, smo pobrali tudi soglasje, ki je enkrat bil in nekdo recimo, da v hotelu ob obali se gostje vse redneje vračajo kot v nek mestni hotel, pač za počitnice in podobne stvari, je potem opcija tudi, da ga pokličeš. Se mi zdi, ko vidiš, da nekdo neko aktivnost naredil, je pa tako, da ta sistem reče, nekdo je zdaj izkazal neko zanimanje, že dal je nekaj v košarico oziroma rezervacijski postopek in je cilj, da ga pokličeš. To bi jaz kar izkoristil, če je ta možnost, ker se mi zdi, je kar tak še vedno močen vzgibno. Meni je zdaj pomemben del še to, da prepričaš nekoga, da booking per tap naredi, se mi zdijo tudi programi zvestobe, ker torej tam imaš možnost dati nek popust, ker zdaj ti moraš imeti enako ceno, kot jo imaš na booking.com, ker booking garantira najnižjo ceno in vse te stvari. Skriješ stvari, ne? Tako, medtem, če daš to lojalnostni program, rečeš, da je to pač, tam lahko skriješ tudi boljše cene, ki jih lahko komuniciraš, ampak so pogojene z včlanitvijo. In tako, kot si že na začetku rekel, razlog za prijavo ali pa za rezervacijo direktno pri hotelu, ena od stvari je zagotovo cena, druga pa mogoče neka paketna ponudba, sploh pri takih hotelih, kjer mogoče preiščeš nek polpenzion, polni penzion, kjer je booking recimo, da še slabši v tem zaenkrat. Ja, booking je res dober na sobah. Mogoče vse to lahko dosti komuniciraš, tudi če so prej govorili o glasih, kar so take stvari, free cancellation, late checkout, se pravi pozna odjava, zgodni prihod. To ti je mogoče vsem zanimiv, ker si lažje pa splaniraš neko pot. Tako da to so stvari, ki so dodana vrednost, pa rečeš, to je vse za naše loyalty memberje. Brezplačno so včlani. Tako je, ni nujno, da so sam popusti. Ja. Tako je, to bi bilo cool. Ok, pa nekdo je blokiral, kaj lahko delamo, preden pride? Ja, jaz bi rekel, da takrat se tista prava igra začne. Tako. Takrat smo sigurno dobili podatke, zdaj pa želimo poskrbeti, da bo gost pred prihodom že navdušen, da pride, ali pa še bolj navdušen. Pa tudi, da bo imel vse prave informacije, da bo imel res dobro izkušnjo pri nas. Mislim, mi da so najdla kar neki caseov, kaj bi mogel delati ali pa kaj bi lahko delal, ampak tako ne vem, a ti imaš ta občutek, da kaj skaj rezerviral, da to delajo, ker jaz imam tako, ne vem, 20% caseov, da mogoče da so mi kaj prej poslali, vse ostalo je bilo bolj ne. Ja, pri tipih potovanj, ki jih imam jaz še 20% velik. Stvar recimo, ki sem jo že nekajkrat dobil, pa mi ful pomeni je to, da lahko jaz vnaprej naredim registracijo. Da jaz enkrat zvečer v miru pišem datume rojstva, številke dokumentov in pol posledično, ko pridem na recepcijo,
pogledajo, rečejo, aha, vse imamo, tukaj je ključ. Ne, da jaz na recepciji stojim z dvema otrokoma, ki bi en bi šel v bazen, drug bi šel na igrala. Lahko jih zamotam za 5 minut, teži pa za 15 minut, ko nekdo prepisuje informacije iz dokumentov. To je recimo nekaj, kar meni totalno, mi res ful pomembno, da pač upišem prepodatke in da jih tudi oni potem ne rabijo še enkrat preverjati. Ne. No in to je recimo ena kampanja, ki bi jo mogel vsak hotel delati in tudi ta Sani dela 7 dni pred prihodom, te lepo pozdrav, da zdaj je pa čas, da se boš mogel počasi spakirati, pove, kakšno vreme se predvideva, da bo in te pač prosi, da daš v bistvu podatke že vnaprej v njihov sistem, zato da ne boš mogel pa naš rabo pa tam čakati, povejo ti, kje parkiraš, zato da v bistvu cilj tega je, da zmanjšaš vse tiste vprašanja na nek call center ali pa na nek support, kaj tako, kako prijem, kako zdaj parkiram, kam pol dam, probati čim več teh stvari pojasniti. Pol imaš eno varianto, da dodaš mogoče temu en dan pred tem, pa pošleš prek SMS-a. Noben ne bi na mailu iskal nekaj, kar je bilo en teden nazaj, kar si dobil včeraj na SMS-u, brez problema najdeš, vhod je tam pa tam, zavite na ta izvoz, take stvari. Ja, to je tudi mogoče zelo pomemben, da takrat skomuniciraš kakšno tako stvari, ki teče se, kaj res, ne vem, pričakujemo veliko gužvo takrat, ali pa ne vem, nekaj se dogaja tako. So to informacije, ki jih hočeš imeti. Drugo pa je, da lažje malo delaš na skrižne ali pa cross-sell prodaje, ko veš, da gre recimo za neko družino, jim rečeš, aha, ok, super, družina ta pa ta, ste se parjavali, zdaj za vaše otroke smo pripravili možnost za miniklub, tle si pa en kit aktivirate, a vam, ne vem, toliko stanejo te zapestance, a vam kar to dodamo zraven, pa dobite še, ne vem, 2 brisači, pa take stvari. In je neka zadeva, ki rečeš, aha, ok, mogoče pa bi to vzel, bom imel 1 uro na dan, ne vem, mogoče frej. Tako se mi zdi tako vzgib, ali pa če, ne vem, nekdo se zanima za kolesarstvom, reče, dajte že kar zdaj rezervirati kolesa, mi vam častimo, ne vem, pa ure, če za 2 uri zarezervirate, ali pa uro, če za 2 vzamete, tako. Take stvari, to narediš še preden gost pride, še v miru, lahko si malo stvari pogleda, tako da malo ve tudi, kaj dejansko imaš neke ponudbeno. Ja, kar se mi zdi ključno tle, je, da je to res prijazno. Jaz sem rekel, da je meni fajn, da lahko naprej se registriram. Verjamem, da marsikomu ni, da pač se ne želi s tem ukvarjati, da mu paše, da pusti dokumente in da mu receptor vse naredi. Torej, ne bo ta mail za tukaj se lahko naprej prijavite, ne bo tukaj se morate naprej prijaviti, ampak tako ja. Če želiš, tvoja izkušnja bo zaradi tega lahko taka, ni pa nujno, ne morajo vse skupaj. Mislim, tle je plah na nek zabaven način, a veš, naredil tudi v smislu, kaj kdo kao nesel, pa kaj ne. Tako v smislu, tako malo bi se lahko poigral, ne? Da počitnice so več kot čakanje v vrsti. Pa torej, goste so prišli, check-in so naredili, tukaj si že začel, da mogoče, ko je nekdo pri nas email, ni več najboljši kanal, torej nekdo si želi malo tega odklopa od tehnologij na splošno, ali pa vsaj ne preverjati maila redno. Če pa imamo, tako kot si rekel, če ima hotel aplikacijo, je to super, tam lahko push notification order pošljemo, tudi kakšen SMS ali pa Viber, WhatsApp message bo čist na mestu in večja verjetnost je, da ga bo prej videl, ker verjetno takrat pa probamo take stvari določati. Torej, danes je to, ali pa zvečer je ta miniklub, imamo še prosta mesta, rezervirajte, če je potrebna rezervacija, ali pa si nekdo vnaprej označ, kaj bi želel početi, pa mu daš reminder, čez pol ure se začne aerobika v vodi ali karkoli tazga. Ne? Ja, sej to si že kar povzel. V glavnem, fino je poslati en dnevni pregled, katere aktivnosti so, kaj se so na teh media screenih po hotelih ponavadi ali pa na nekih oglasnih deskah, ampak čistko fino, da ti veš, aha, to je družina, to jih zanima, lahko zadeve tudi poklikaš, pa se naročiš in dobi seveda pa tudi opomnik. Vedno proba skozi to pošiljati ali neke dodatne ugodnosti, v smislu izkoriste pa ne vem, danes, ne vem, restauraciji, ta meni imamo še ekstra popust in tudi komuniciraš, da je mogoče res vse brezstično, vse dajo lepo
mislim, brez uporabe plačilnega sredstva, da ne rabiš nad sabo Na nositi številko sobe. samo številko sobe. Tako da take zadeve bi jaz komuniciral. SMS, WhatsApp, se mi zdi, to bi lahko vsi. Predvsem SMS, pa imaš pa ta odvisen, ki si mal Viber, WhatsApp. Zdaj, mobilna aplikacija pa zahteva pač neko investicijo v to, da jo pač imaš, pa rabiš nek sistem v zadnji tudi, da pač to tako deluje. Ampak, ko je gost pri tebi, tako kot z osebjem delaš upsell, moraš dejansko tudi probati skozi direktno komunikacijo to izkoristiti. Seveda bo na recepciji ali pa concierge servisu probali ti nekaj ekstra prodati, pa neke oglede, pa tako. Zdaj, za ta najn primer, ko sta rekla, hotel ob morju, imaš počitnice, pa ne vem, neke wellness pakete, bolj po zim, pa sprehode, recimo, tam boš želel mogoče neke pakete, masaž prodati, ali pa kakšne take zadeve, po let pa mogoče najem kakšne opreme, ali pa mogoče če ležalnike vzameš tako, ali pa ne vem, recimo nekaj par takih primerov je, kar bi lahko dodal, ker na poletnih destinacijah je zelo težko neke izlete prodajati, razen če nisi ti v Grčiji, kjer pa če to tudi en del tega, zdaj tam ponavadi te teže prodaš v oni top summer sezoni, da ljudje Ja, ampak no, mogoče je tudi to zamisliti. Ne? Torej, eno je, da prodajamo lastne storitve, torej imamo wellness, večerje, neke druge aktivnosti, ki so brezplačne ali pa plačljive tudi. Ne? Tukaj se mi zdi zanimivo tudi, če imamo vse te podatke pointegrirane, če mi vemo, da je, ne vem, ura je 8 zvečer, savne ni noben rezerviral, zakaj ne bi poslali push notification ali pa SMS z nekim popustom, 50% off za savno, za termin od 9 do 10. Sam zato, da jo zapolnimo, ne? Stvar je, mislim, savna je topla, veliko bolj koristno je, če je nekdo not, kot da je prazna in take stvari si lahko omogočimo, ker concierge ne bo, ne gre po sobah trkati pa iskati gostov. Se mi zdi to, da del sam fajn, da pol dejansko tisti, ki tam to delajo, vejo, da imajo vse to na voljo. Da ni pol, imaš neko orodje, pa pol ne izkoristiš tega očitnega primera, ki ga zdaj rekel. Ne, vse to so že pol, bolj advanced stvari, res naj bomo bolj tesno integracijo. Tudi ne vem, pred prihodom, prej sem mogoče še to mislil omeniti, če imamo bolj tesno integracijo, mi lahko tudi pred prihodom pošljemo v mailu, torej eno si že rekel, kakšna je vremenska napoved, ker spet ne bomo vsak dan maila posodabljali, torej fino je, da je to neki podatki v realnem času, drugo je mogoče nek conversion rate, če nekdo prihaja iz države, kjer nimajo evra, vse take podatke. Ne. Druga stvar, ki je mogoče pri tem cross-sellu, upsellu, ko je nekdo pri nas zanimiva, so pa stvari od drugih ponudnikov, ne, torej od vseh teh majhnih agencij ali pa nekih podjetij, kateri ribič lahko pelje z njegovo barko zjutraj ribe loviti, ne. On jasno nima nekega booking sistema, kjer boš ti preveril ama on čas ali nima, imaš pa njegovo telefonsko in zdaj, če se ti nekdo prijavi na neki tasga, je pomembno, da si hiter, da preveriš, če lahko in potrdiš neke take izlete, ali pa neke take izkušnje, ki so čist nek presežek. Ne? Tako je, izkušnjo, experience prodajaš tukaj. Mogoče ta del bil res, sem pozabil prej reči, iz mojih preteklih izkušenj, ko smo delali en tak produkt vezan za hotelirje, tam je sicer concierge bil glavni prodajalec, ampak veliko teh za ljubljanske hotele manjka jim te ponudbe, dejansko ugleda Postojnske jame, Poj, Soteske, Vintgar, Bohinj, Bled, take stvari. In to ljudje, ne vem, neki mogoče malo bolj high gostje, to pač iščejo take stvari in jim je težko prvič to najdete nek druge preko online na to prej in je super, ker v hotelih to obvestila in to imam, to vam lahko uredimo, tukaj zjutraj vas nekdo pobere in je tako in pa mogoče se ti odločaš, tudi če nisi imel namena, ker ti en da tako dobro ponudbo, tako da je vredno komunicirati ran za to, da nekoga navdušaš in mogoče pa to tista izkušnja, ko je nekdo s tabo imel, ne sam, ker je bil 7 dni pri tebi, ampak je rekel, tlej so mi res dobro zrihtali in po pol te, dobro oceno pa priporočil tudi, mogoče znancem, kar je pa veliko več vreden še. Ful več. Mislim, ali pa to, kar si rekel, torej, izkušnje graditi, torej, kako neko našo ponudbo spremenimo v izkušnjo. Z nekom smo se enkrat pogovarjali ravno to, torej, smo rekli, zakaj pa nimate, kolesarjanja v obali. In reče, vse imamo, pri nas lahko rentaš kolesa in
in tudi čelado dobiš in greš, ne? Rekla, ok, ampak vi lahko rečete, izkušnja kolesarjenja ob obali z ruto, s prostorčkom, kjer se boš ustavil, dobiš za sabo lahko malco, ki jo daš v ruzak, pa si jo peleš, vse to ven zrihtamo in tako zgradiš izkušnjo. Torej rečeš, moraš iti pogledati te in te zalive, te in te plaže, tam lahko še dobro ješ. Vse take stvari, to pol postane izkušnja, ki pač v bistvu sam neka vsebinska nadgradnja tega, da ti tako že imaš tam 20 koleks, ki jih lahko daješ v najema. Ne? Tako da, ja, treba razmišljati, da ljudje hočejo imeti bolj hassle-free, želijo imeti, da jih nekdo malo vodi skozi nekaj in to je tista izkušnja. Tako da skozi ves ta del, kar zdaj razlagava, namen vseh teh, če zdaj sam mail poslal zelo tak prazen, zelo prodajen, neki, to ne bo imel učinka. Treba je pač malo zapeljati, biti malo kreativen pri nagovoru. Pač izoblikovati neko persono tudi svojega hotela ali pa načina komunikacije. Ker to imajo pa ljudje radi, ne vem, taka stvar, da jim postane, ne vem, zanimiva, da radi to spremljajo, da ni preveč vsiljivo. No ja, in s tem boš naredil in veliko nekega dodatnega prihodka lahko, pa gosti bojo bolj zadovoljni in te priporočili oziroma se vračali, ker bojo tukaj imeli neko drugačno izkušnjo kot druge. Ja, ne? Tako je. Ok, po mojem se lahko premakneva naprej. Torej, sva zdaj nekdo vrača ključ, check-out in pa cela ta faza po odhodu. Kaj pa tle delamo? Ja, zelo pomembne v hotelski industriji so nam povratne informacije in ocene, kako je bil nekdo zadovoljen, pa da nam poda oceno, pač to ocene gre dopolj na vse razne kanale ali na našo spletno stran, ljudje pač to berejo in tudi na TripAdvisor, Booking in podobne stvari, ki dejansko agregirajo ocene. Ljudje pač veliko tega berejo. Ocene. Veliko ljudi tega berejo. In pač fino je, da tisti, ki so res zadovoljni, da to oceno podajo, hkrati, da smo tudi tukaj, da smo tudi aktivni in odgovarjamo na tiste, ki dajo slabe ocene, ker s tem kažemo neko našo proaktivnost, pa tudi mogoče, da je nekdo imel mogoče sam slabo izkušnjo, ker je imel nekdo slab dan, pa da ni to tako pri nam. Ljudje, ki prvič nekam pridejo, si vsem rabijo neko sliko ustvariti. Tako da v tem delu je dosti klasična zadeva, da prosiš že na sami recepciji za neko povratno informacijo. Drugo je, ko imaš e-mail, stranka pride domov, pa če daš nekaj časa, ne, lih isti dan, ki je prišla, ji pošleš prošnjo, da ti doda oceno, mogoče je zraven še nek tak memory pošleš, v smislu, če imaš nekaj kakšne možnosti in da so bile na kakšnem klubu, pa so bile kakšne slike, pa še to zraven prpneš, vaši spomini tukaj. To bi bilo za izkoristiti. Smiselno je tle pomembno to, kar si rekel, da vsem čim prej vprašaš za oceno, čisto samo zaradi tega, da te mogoče booking ne prehiti, v primeru, ko je nekdo nezadovoljen, ne? Ker to, da on te pove nezadovoljstvo, se boš primerno odzval in tudi ocena, ki bo prišla pol na booking, ko bo booking čez, ne vem, 3 dni vprašal za komentar, bo mogoče sploh ne bo te graje ali pa bo milejša, ker bo nekdo rekel, ja, res sem imel slabo izkušnjo, ampak so se res tako odzvali, ne. Tako je, urineš se v ta del. Veliko naredimo, kot pa če počakamo, da dobimo oceno na bookingu in tam javno dajemo komentarje. Jasno moramo tudi to delati, ampak. Ja, tako kot si rekel, boš še biti proaktiven na tem delu. Zdaj, če nas je nekdo res zelo dobro ocenil, ali pa mogoče še prej, kako nekoga malo zmotivirati, da nam da oceno, ne, je opcija to, da rečeš, vsi, ki date oceno, dobite tudi neko special kodo za naslednjo rezervacijo v naslednje, ne vem, pol leta. S tem mečkan probaš nekoga prisiliti, da prej se vrne k tebi, mogoče da 2-krat na leto te obišče, enkrat za dalj, pa enkrat za krajše obdobje. Hkrati mu pa daš tudi en incentiv, da ti da oceno. Pač ljudje so mogoče bolj pripravljeni za to, da to ceno. Zdaj, kakšna pa bo cena, je pa pač čisto odvisen, kakšen servis smo naredili. Tukaj je pa opcija, da pošleš najprej e-mail, delaš več pač multikanalno in pa pošleš tudi SMS, če se recimo niso odzvali. Kar bi pa jaz pol upgradeal, mogoče to, je pa tisti, ki so bili res dobri, pozval, da tudi recimo nas priporočijo naprej svojim znancem, prijateljem in rekel, ok, zdaj pa tle malo večja ugodnost za vas, pa še ena, ki jo vi podelite tistim znancem, ki jih vi želite. Pač imate nek kupon, 10 date, to je sam za vas. Tako, zdaj pa mogoče še ta del mečkan, zdaj pa
recimo, če bi v dobi AI-ja vedel, kateri od teh uporabniki so pa zelo aktivni na social, prav, da bi videl malo, kakšne poste delajo, pa ne, da so influencerji. Govorimo, da pač eni imajo to naravno afiniteto do objavljanja in ljudje jim pač sledijo in tako naprej. In take bi mogoče spodbudil, dajte še malo podeliti, ne vem, neke stvari, pa jim daš mogoče nek cukrček ekstra, ker veš, da bodo, eni so pa taki, ful zadovoljni sam, pač ne delijo ful teh stvari, ne pošiljajo okrog. Ja, tazga boš težko prepričal tudi z tako je, on bo zadovoljen, bo k te prišel, tudi drugim bo povedal, mamo je pa nerodno pošiljati te kode okrog. Pri teh priporočilnih sistemih je mogoče zanimivo sam to omeniti. Torej, eno je, če imamo mi hotel, kjer se gostje vračajo, je čist fair, da jim damo tudi, tako kot si rekel, višji popust za naslednji obisk ali pa neko tako ugodnost. Če smo, ne vem, city hotel, kjer je manj teh gostov, ki se vrača, je smiselno, torej jasno za priporočenca, za tega, ki ga oseba priporoča popust za obisk pri nas, ali pa neko ugodnost za obisk pri nas, temu, ki pa je priporočil, pa mogoče neki drugi tipi nagrad, ki so pa lahko zdaj te sistemi za priporočila, nam to že vse omogočajo. To lahko recimo nek Amazon gift card ali pa neke fizične stvari, neki promocijski materiali, karkoli tazga, torej, da ni zdaj ta nagrada, ki jo bom jaz dobil za to, da nekoga priporočim taka, ki že vem, da jo ne bom izkoristil, ali pa ki bom mogel čakati 9 mesecev, da jo spet izkoristam. Ja, predolg je, predelec stranje. Tako. Ok, zdaj po mojem sva pokrila ta glavni del življenjskega cikla, malo pa pol še mogoče čiste kampanje, ki jih počnemo med letom, ko so mogoče malo sezonske ali pa neke upsell, cross-sell, pa ostale neke momente, ki se zgodijo, pa jih lahko izkoristimo. A da še tle par idej? Ja, zdaj, če imamo program zvestobe, mogoče na to vezan, malo lahko komuniciramo okrog tega, koliko imaš točk, ali če imaš več nivojev, a si bližje določenega novega nivoja, da zdaj pa naredi rezervacijo prej in če boš, ne vem, v januarju že rezerviral, ti pa podarimo dodatnih 100 točk in to pomeni, da boš v naslednji nivo skočil, kar pomeni, da si dobil, ne vem, toliko in toliko nekih ugodnosti za poletne počitnice. To je ena zadeva, ki se mi zdi zanimiva, pa okrog programa zvestobe lahko komuniciraš, za ti pa točke potekle, če imaš tako recimo narejeno, pa je to en moment, drugo je obletnica tvojega članstva zvestobe, pa greva že na neke take stvari, mogoče malo na userja vezane, da ima on neko obletnico, prvič, ko je bil pri tebi v hotelu, to je sicer, če vedno polet hodbo, pač nekako se upadali, ampak lahko bi pa rekel, ste bili že 5-krat v našem hotelu. Vsaj so po 5 letih fajn zdel, da to proslaviš, ne? Tako ja. Pa če ima rojstni dan, če imaš te podatke, to je tudi fino ena kampanja, ki ni una klasična, ko jo pošiljaš, pa glede na segmente, ali gre to za pare, oziroma po starosti, tudi če imaš malo, pa ti, pa je to družina, koliko so stari otroci, lahko veš, če so otroci že malo starejši, komuniciraš od neke valentinove pakete, kao za par, otroci jo malo počakali, pa bosta lahko sama šla. Take zadeve so vse možne, da ni tisti redni newsletter, oziroma je redni newsletter mogoče tudi malo več posegmentiran, fino je, da držimo neko to komunikacijo, lahko pa gremo namesto e-maila, newslettera, kaj tak, vsak mesec nekaj pošlje, pa lahko, ne vem, na svet meseca, ki pa mogoče enkrat govoriš o kulinariki, nekaj posebni, nekaj o zanimivosti te destinacije, ko se sezoni približuješ, razlagaš o tem, koliko je pomembno, koliko je fino, da priješ na to destinacijo, da je tukaj res fajn in potem, ne vem, mogoče greš pa v te jesenske mesece spet v drugo komunikacijo na sveti meseca. Tako, to bi jaz rekel, da te zadeve držiš skozi, pa te ključne momente vmes vključaš obletnice in zadeve povezane s programi zvestobe. Kar se mi zdi pomembno pri teh stvarih, ki jih delaš recimo skozi, da je to itak nek material, ki ga marsikakšen hotel že pripravlja. Je to zdaj nekaj, kar dela z influencerji, pa mu oni posnamajo, pa nekaj tazga šeraš, ali si ti pripravil nek blog, ker si želiš boljšo SEO pozicijo v iskalnikih. Skratka, vse te stvari, ki jih že pripravljamo za naš marketing sicer, lahko pokoristimo v komunikaciji, kjer pa zdaj, če imamo veliko tega,
lahko več segmentiramo, pa pošljemo res personalizirane novičke, če delamo tega manj, pač pošljemo vsem enako, ampak pač sezonsko ali pa zanimivo. Tudi če imamo nekega konsjerža ali pa če imamo restauracijo z nekim šefom, tam lahko en kup informacij o tem, kako dati nek upogled v hotel, da bomo nekako še bolj osebni odnos zgradili. Ne? Kaj so pa top restauracije pri nas po mnenju našega, v naši okolici po mnenju našega konsjerža ali pa karkoli tazga, kjer lahko za nekoga, ki ne živi predaleč od tega hotela, torej, ne vem, če rečemo slovenska obala, tudi ne samo za Slovence, tudi za Hrvate, Avstrijce, Italijane, so to lahko čisto zanimive informacije, da bo nekdo pač prišel spet na našo destinacijo, mogoče ne tokrat v naš hotel, ampak boljše mnenje, ki bo imel o naši, rečemo, mikrolokaciji, večja verjetnost se bo vsem vrnil, a ne? Tako je, pa ta dodana vsebina, ki jo dodajaš, pomeni, da se on ne odjavil take komunikacije, pomeni tudi takrat, ko mu neki prodajali, na rekovajih, bo dejansko dobil to sporočilo. Ne? Ja, to se mi je zapovedati. Mogoče, če imajo še kakšno mnenje poslušalci in gledalci, ne lahko vprašajo. Mogoče imajo pa tudi kakšen komentar na to, kar sva rekla, kar oni že počnejo ali pa jih zanima, če bi to delovali, tako da tudi to lahko na frodex.com/vprašaj. Ali pa v komentarje spodaj. Ali pa v komentarje. Tudi če imate kakšen predlog za naslednjo temo, nam tudi napišite, lahko naj pofollowate na LinkedInu, sicer pa hvala Gorazd, hvala vam za poslušanje, lepo se imejte, pa se vidimo. Čau. Čau.